Zbiranje podatkov v telefonu, avtu ali pa na motorju počasi dobiva neko materialno vrednost in pokaže se njen valuta, njen potencial. Zdaj samo vprašanje, ali že vemo tudi to, da ne smemo teh podatkov dati komurkoli. In druga stvar, da vemo, da so naši. Nismo jih ustvarili, ne tisti, ki so ustvarili čipe ali črne skrinjice, v katerih se ti podatki zbirajo. In zdaj, kakšno vrednost recimo lahko imajo zbrani podatki za motorista? Najprej, že kar zdaj v Sloveniji, če jih delimo na ta način, da jih nekdo zbere in recimo konec leta 2022 ali 2023 poda podatek, da je na nekem odseku ceste več tisoč motoristov zaviralo na način, ki je recimo hiter, nenaden, to nekaj pove. Pove tistemu vzdrževalcu ceste, ki lahko kar takoj gre tja in pogleda, zakaj se to dogaja tam. Potem je drug podatek, ki ga lahko dobi voznik sam in pomaga pri njegovi vozniški rasti, je njegova analiza, ker če nekdo podatke vožnje pomeri z drugimi in z nekimi predhodnimi podatki o tem, kaj je varna vožnja, potem lahko dobiš nazaj uporabne podatke o tem, kako pravzaprav voziš, kje so mogoče še možnosti za to, da se izboljšaš. Tretja, sicer najbolj oddaljena, a hkrati tudi največja vrednost za prometno varnost pri deljenju podatkov pa je ta, da bomo vsi, ki bomo na cesti, delili podatek o tem, kam gremo in kako hitro gremo. In to je pa pri motoristih še toliko bolj pomembno. Predstavljajmo si situacijo, ki je zelo realna, vsako leto vzame kakšno življenje. Izseljevanje v križišču, ko nekdo preseka pot motoristov. V tem primeru bo podatek o tem, kako hitro prihaja motorist v križišče, obvestil vse, ki so v križišču. In bo prepovedal, onemogočil, da bo nekdo speljal, čeprav je pogledal levo, motorista še ni bilo, potem pa speljal in motorist se znajde, v tem primeru avto sploh ne bo speljal. In to je tista dodana vrednost, ki bo pravzaprav prinesla nekaj, kar je danes pravzaprav sploh si ne znamo predstavljati. Prehiteli bomo nesrečo.